Živijo, tukaj Valentin. Govoril bom o ekonomskih beguncih. Še posebej Italija ima ogromno beguncev, ki prihajajo v to državo z raznimi ladjami. In največ jih seveda beži iz afriške regije. Vprašanje je torej, zakaj je toliko beguncev, kako da ti ljudje na svojem domačem ozemlju ne morejo poskrbeti za svoje dostojno življenje in v kakšni meri smo mi tukaj v Evropi ali v zahodnem svetu na splošno odgovorni za njihovo stanje oziroma za ta pobeg v druge države. No, ena izmed takih aktivnosti, ki jih Evropejci počnemo, je izjemno intenziven izlov morskih sadežev, če se temu tako lahko reče, predvsem rib, ko z velikimi ladjami in ogromnimi mrežami intenzivno podjetja, ki se ukvarjajo z ribolovom, ropajo, iztrebljajo ta naravna bogastva iz tamkajšnjih morij. Poslušal sem pričevanje nekaterih teh beguncev, ki so povedali, da je ribolov v njihovem okolju ključen za njihovo preživetje, da je morska hrana osnovna hrana, za katero se preživljajo, in da v zadnjih letih beležijo upad količine rib v morju, do te mere, da niso več sposobni poskrbeti za svoje lastno preživetje. Od tega intenzivnega ribolova, ki ga izvajajo velike ladje, imamo pa seveda korist mi na zahodnem svetu, ki v številnih restavracijah jemo te morske sadeže, brez da bi se spraševali, od kod ta hrana pride in ali je ta ulov trajnosten ali pa je prekomeren. In podobno je tudi glede izkoriščanja drugih naravnih virov, kajti korporacije širom po svetu, še posebej v revnih državah, izvajajo ekonomski terorizem, politični terorizem, izsiljevanje, lastninjenje teh naravnih virov in potem njihovo prekomerno izkoriščanje do te mere, da se popolnoma sabotira pogoje domorodskih prebivalcev, da bi poskrbeli za sebe. Mi v zahodnem svetu pač živimo v izobilju, imamo vsega dovolj, ne zavedamo se pa, na čigav račun je to naše izobilje. In skozi številna leta lahko vidimo, da predvsem evropejske države so nasilno osvobajale druga ozemlja zato, da bi izkoriščala njihove naravne vire. Čas je torej, da prepoznamo to naše subtilno skrito nasilje
da prevzamemo svojo odgovornost za to in da te stvari zaustavimo. Da ustvarimo nov družbeni sistem, ki bo omogočal vsem dostojno življenje. Več o tem si pa prosim pogledajte v povezavah v opisu tega videoposnetka. Hvala za posluh in nasvidenje.